Mene izredno veseli, da imam možnost predstaviti našo drugo znanstveno monografijo, kar se tiče drugo v kontekstu konferenc, ki jih zdaj, kot rečeno, smo se srečali tretjič in vsakič znova smo ena od teh ambicij, da po sami konferenci potem tudi pripravimo prispevke, znanstvene prispevke in jih izdamo. Ta, kot že omenjeno, znanstvena monografija ima naslov Robovi stičišča in utopije prijateljstva. Ima pa tudi še mogoče precej, mi zdi pomljiv podnaslov Spregledane kulturne izmenjave v senci politike. Zdaj, sam zbornik je izšel v zbirki Vpogledi, gre za 25. zvezek, izšel je v sozaložništvu Inštituta za novejšo zgodovino in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Izšel je letos septembra. In takoj na začetku v sami monografiji z avtorji, 11 avtorjev je pripravilo prispevke za samo monografijo. In skratka, takoj na začetku postavimo tezo, da nekaj, kar se nam zdi seveda lahko že povsem samoumevnega, torej da živimo v svetu sprememb, preobratov, konfliktov in ne nazadnje raznolikih politik. In prav zaradi vsega naštetega bi po našem mnenju morali prav kulturi in umetnosti vsakič znova dati priložnost razkrivanja in interpretiranja stanja, saj v delu prepoznamo kot prevečkrat spregledan, a izredno poveden simptom. Simptom, ki je pogosto izmikajoče se narave, a kot pokažemo v delu, lahko prav na tem temelju soočimo obstoječe in prevladujoče kulturno-politične naracije. Skupni imenovalec večine besedil v monografiji je čas gibanja neuvrščenih iz druge polovice 20. stoletja. In prav slednje je v nekem aktualnem kontekstu toliko, lahko rečemo, pomenljivejše, saj je bilo gibanje nedvomno katalizator procesov dekolonizacije od 60. let prejšnjega stoletja dalje. Med drugim je ukvirjal tudi artikulacijo kulturnih potreb in kulturnih politik neuvrščenih držav ter ustvarjal nove institucionalne mehanizme in nove modele oziroma prakse kulturne izmenjave, kot smo tudi danes že tudi slišali. In vse to je pravzaprav postavljal v neko globalno kulturno in umetniško polje znotraj že večkrat omenjenega gibanja neuvrščenih in kar je povzročalo tudi kar nekaj prelomov. Zdaj, v sami tej znanstveni monografiji omenjene prelome nedvomno ali pa nedvoumno izpostavimo in hkrati odpiramo interdisciplinarno diskusijo ter kritično refleksijo. To postavljamo iz precej heterogenega vidika ali pa iz različnih nekih teh kontekstov, od zgodovinskega, umetniškega, oblikovalskega, etnografskega, kulturnega in sociološkega področja, ter s tem povezujemo stroke in področja, ki v prostoru, to nekje se nam zdi, da vsakeč znova s to konferenco poskušamo vzpostaviti, da v te prostore kulturne izmenjave povezujemo neke področja, ki drugače zunaj akademskih krogov se mogoče večkrat nekje srečajo, medtem ko v samih akademskih krogih pa nekje se nam zdi, da preredko prestopajo meje. Sama pričujoča monografija torej načrtno gradi na iskanju občih stičišč naštetih področij, pri čemer besedila vzpostavljajo kumulativen miselni temelj, a ga hkrati nenehno prečijo in tako ustvarjajo nove povezave in nekje si želimo tudi trditi nova znanja. Se pa miselni preplet ne ustavi zgolj tu, s tem, ko avtorji prečijo ustaljeno, ustvarjajo diskontinuiteto, katere učinek je tvorjenje zmožnosti za spremenjen način mišljenja in delovanja, pa tudi za drugačno razumevanje potencialno emancipatornih učinkov polpretekle zgodovine. Večji del prispevkov knjige, kot omenjeno, izrašča iz najnovejših teoretičnih raziskav, ki jih avtorji izvajamo v okviru raziskovalnega projekta, ARRS raziskovalnega projekta Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave, gibanje neuvrščenih s podnaslovom Raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik, ki ga, kot rečeno, financira javna agencija in poleg Slovenske javne agencije za raziskovanje tudi Hrvaška znanstvena fundacija. Te prispevke pa dopolnjujejo tudi raziskave, ki zaznamujejo in določajo tako polpreteklo kot aktualno stanje v umetnosti, pri čemer obravnavajo teoretične pojave, ki nas vodijo k nenehnemu preizpraševanju o tem, kako nujna je razširitev umetnostnega polja. In se mi zdi, da ravno ta nek preplet, to se pravi tudi nek ta dodatek, lahko rečemo, v ta kontekst neuvrščenosti, da tisto prepotrebno neko drugačen vidik ali pa neko drug okvir samega razumevanja tega področja.
Besedila temeljijo tudi na zelo bogatem arhivskem gradivu. Kljub dveletnemu covidu nam je uspelo vseeno obiskati kar precej domačih arhivskih zbirk. To so bile od Arhiva Republike Slovenije, Arhiva Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Arhiva Slovenskega etnografskega muzeja ter Arhiva Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, pa tudi kar nekaj tujih arhivskih zbirk, Arhiva Jugoslavije, Diplomatskega arhiva Ministrstva za zunanje zadeve Srbije, Muzeja Jugoslavije in Arhiva oblikovanja Univerze v Brightonu. V začetnem delu monografije, če se še ustavim pri nekaj malo bolj, samo še pri avtorjih zelo na kratko, v tem širšem okviru kulturnega sodelovanja neuvrščenih držav znotraj jugoslovanske politike poglobljeno obravnavajo tematiko Aleš Gabrič, Jure Ramšak, Nadja Zgonik in Daša Tepina. Aleš Gabrič okvir kulturnega sodelovanja osvetli predvsem skozi vidik delovanja Zavoda Socialistične republike Slovenije za mednarodno znanstveno, tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje. Potem sledi s prispevkom Jure Ramšak, ki se osredotoča na posredniško vlogo jugoslovanske diplomacije pri ustvarjanju transkulturnih vezi. Nadja Zgonik v kontekstu postkolonialnih raziskav v širšo politično sliko vpelje preizpraševanje o praksah kulturne politike neuvrščenih. Gradnjo okvirja pa zaključi Daša Tepina, ki s konceptom utopije predlaga paradigmo za preučevanje umetniških praks, stičišč in vizualnih kulturnih izmenjav v času jugoslovanskega gibanja neuvrščenih. Nato ta okvir postkolonialnih raziskav in kulturnega sodelovanja v nadaljevanju nadgradimo Petja Grafenauer, jaz in Tina Palajić. Vse tri ga nekje opredmetimo skozi izbrane praktične primere in izbrane dogodke. Na primeru kubanske grafike Felixa Beltrama Petja Grafenauer osvetli pomen in vlogo umetnosti iz držav gibanja neuvrščenih na Mednarodnem grafičnem bienalu v Ljubljani. V svojem prispevku se osredotočam na vpliv in učinke jugoslovanskega gibanja neuvrščenih in delavskega samoupravljanja, ki se s pomočjo jugoslovanskih oblikovalcev zgodi v mednarodnem svetu Združenja industrijskih oblikovalcev. Tina Palajić pa se v svojem besedilu loti posameznikov, ki so v obdobju gibanja neuvrščenih pripomogli k nastanku zunaj evropskih muzejskih zbirk v slovenskih muzejih, predvsem v Slovenskem etnografskem muzeju in njegovi dislocirani enoti Muzeju neevropskih kultur v dvorcu Goričane. Že prej omenjen to se pravi, lahko rečemo zunanja opna ali pa ta nek teoretično-metodološki del pa dopolnijo ali pa pravzaprav obogatijo članki Tomota Staniča, ki preizprašuje odnos med idejo in konceptom, Uršule Berlot-Pempe, ki se ukvarja z dekonstrukcijo umetnosti in umetnosti nematerialnega v drugi polovici 20. stoletja, ter Petra Črneoven, ki predstavi metodološke načine vizualiziranja znanstvenih vsebin ter ustvarja smiseln preplet med obema vsebinskima sklopoma. Znanstveno monografijo zaključi Mitja Velikonja z analizo likovnih daril neuvrščenih držav jugoslovanskemu predsedniku Josipu Brozu. In na teoretskih in metodoloških izhodiščih se Velikonja v besedilu ukvarja z reprezentacijsko funkcijo daru v diplomatskem protokolu. S tem se monografija na pomenljiv način dotakne tudi ideje preizpraševanja epistemičnega kolonializma in nujnosti slišanja glasov iz navidezne periferije. Povedano drugače, pripelje nas do podob prijateljstva med državami, ki so svojo neuvrščeno pot utemeljile na načelih miroljubnega sobivanja ter kulturne in znanstvene izmenjave. Na podlagi povedanega lahko zaključim, da pričujoče delo bralcem v večini primerov prvič osvetli spregledane, a za razumevanje današnjega konteksta nujne odnose, ki vsakič znova soočajo obstoječe in prevladujoče kulturno-politične naracije. Hvala.